Lep pozdrav še v enem stop intervjuju. Danes z mano novogoriška pop-rock skupina Love Lauren, sicer 6-članska zasedba, ampak danes z mano Marko Čadež-Mačkič, vokalist skupine, in pa Neja Štemberger, back vokalistka. Pozdravljena. Zdaj, kar takoj na začetku, kako bi opisala Love Lauren tistim, ki vas še ne poznajo, in kako je nastala skupina in kaj vas združuje kot glasbenike? Love Lauren smo mlada, nova skupina iz Nove Gorice. Zdaj v bistvu smo praznovali prvo obletnico pred kratkim, tako da zdaj obstajamo 1 leto kot taki. Prej smo bili tudi aktivni 1, 2, 3 leta že, brez imena. V bistvu smo bili na moje ime, ampak ko je zadeva postala bolj resna, to je bilo da smešno, smo bili Marko Čadež-Mačkič band, to je humorni vsek. Se pravi, ko je pa zadeva postala resna, ko smo nabrali dovolj komadov za plato, smo pa rekli v pismo, to pa ne more biti tako, ne. In smo v bistvu iskali opcije in skladba Sen o naju dveh, ki je zdaj na albumu, se je nekoč imenovala Love Lauren. Prej je bila v angleščini, pa smo pa v slovenščini nadalje in smo nekako s tem imenom rezonirali najbolj. Tako da nas mogoče, če nas kaj povezuje, je predvsem ljubezen do te muzike. Skupaj delamo aranžmaje, skupaj se zabavamo, ko nekako ustvarjamo to glasbo, se pravi, jaz prinesem komad in potem vsi člani pomagajo, da pride do tega, kar lahko zdaj slišite. Zdaj, ime skupine Love Lauren je zelo zanimivo, ne? Zdaj, jaz, ko sem malo researcha delal po internetu, sem šel gledat, kaj ta beseda pomeni, ne? Zdaj me pa popravita, če se motim. Se pravi, včasih so ljudje Love Lauren, ko jih oseba, ki jo ljubijo, ne ljubi nazaj. A se motim? Zelo strokovno rečeno, to je nek konceptualni okvir sicer naše skupine, ampak mi se borimo s tem, da to besedo redefiniramo v nekaj pozitivnega. Je za tem vašim imenom kakšna zgodba posebna? V bistvu, jaz sem bil kot srednješolec velik fan angleške poezije. Jaz sem bral Percyja Shelleya takrat in to sem ga preko Oscarja Wilda in pol Google naprej se mrežil in našel to. In tudi jaz nisem imel pojma, kaj ta beseda pomeni. In potem sem šel pač na Google, ker sem ga najdel v poeziji, in bil tako, wow, ok, a sem kje že to slišal? Nisem in sem pač zato napisal tisto skladbo, ki sem jo prej omenil. In je beseda pač posebna, mogoče pol na Google celo piše tako, kdaj se je pogosteje uporabljala, in mislim, da je tako tam v letih 1850 upadla uporaba, se pravi zelo taka želva, no. Ampak ja, se mi zdi, da je mogoče najbolj korektna definicija neuslišana ljubezen. Se mi zdi, da je to dobeseden pomen te besede. Te besede, ja. Ja, tako. Ampak konec koncev to je tudi moment, ko je človek ustvarjalen, ne. Jaz mislim, da zares Love Lauren si takrat, kadar pišeš verze, ko si pa srečen, pa te verze pol poslušaš in se imaš fajn, tako. Kako bi pa vidva opisala vaš glasben slog? Zdaj, a je vaša glasba bolj odsev vaših osebnih zgodb ali pač ustvarjate skozi neke univerzalne teme, ki jih lahko vsak razume? Eneja? Jaz mislim, da se lahko marsikdo najde v naših pesmih. Se mi zdi, da je glavni tukaj odgovoren za to Marko, glede na to, da tudi on pride z neko zasnovo pesmi in pol mi dodamo vsak nekaj svojega noter. Tako da mogoče to vprašanje bolj zate, Marko. Pesmi so več ali manj ljubezni, zato ker je to neka stvar, ki mene ful zaznamuje celo življenje. Jaz sem res, skozi sem malo zaljubljen, moram reči. In pol posledično to pač dajemo v skladbe. Zdaj, kakšni tipi, kakšne vrste tega se nekako potem razvijajo, je pa ful odvisno od momenta. Imamo skladbe o tem, kako nekoga spoznaš na žuru in se imaš fajn, in Sen o naju dveh se zgodi, recimo, potem imamo skladbe, kot so recimo 1000 kilometrov stran, ki pa so neki ljubezni nadaljavo. Potem je recimo skladba o razhodu, spet, če odidem proč, a res bi bilo bolje, če odidem proč, se pravi ti neki dvomi, v bistvu ta neka, bom rekel tako, vse splošna ljubezenska tematika, ampak imamo pa pol tudi ene specifične komade, in mogoče tudi nekako to začrta našo smer za naprej.
ker bi v bistvu radi se dotaknili še nekih drugih aspektov v smislu življenja. Recimo Moj zakaj je taka skladba uvodna stran o neki osebnem prerojenju, če tako rečem. Tako da naš slog je širok, ampak srce je pa v ljubezni. Zdaj, konec avgusta ste izdali vaš prvi album z naslovom Uvodna stran. Čestitke. In zdaj zanima me, kako se vama obema zdi, da je bil album sprejet in kako je potekal ta ustvarjalni proces tega albuma. Mi smo v bistvu ful zadovoljni. Mislim, da dejansko s tem albumom, glede na to, da smo ga delali v 100% popolnoma sami, se pravi, sami posneli vse inštrumente, sami zmiksali, celo organizacijo, logistiko tega peljali, mislim, da res si lahko damo kapo dol. Zdaj, en stvar, ki me je najbolj presenetila, spet če je toliko govora o ljubezni, ki je taka podcukrana beseda, taka težko gre z jezika, nam je bilo rečeno, da v bistvu skladbe niso tako podcukrane, kar si jaz jemljem ful, ker to je bil recimo moj strah s temi komadi, a bo folk te serenade razumel. Tako da to je nekako to. Album je nastajal v bistvu z moje strani 4 leta, tam okoli. Se pravi, to so komadi izpred 4 let do recimo bolj pred kratkim letos. Sestavljali smo jih pa skupaj zdaj mogoče 1 leto, nekaj tasga. Tako da ja, evo, Enea je v bistvu vstopila v skupino takrat, kadar smo začeli snemati za to plato, tako da ona lahko bolj fresh izkušnjo izpostavil. Mislim, ja, res smo delali ful na temu, da bi sami probali čim več doprinesti v sam produkt. Se mi zdi, da tudi ljudje, ki so bili z nami, ki so dihali z nami, ki smo to delali, so bili zelo podpornega duha. Se mi zdi, da smo tudi mi nekako dosegli nek cilj s tem, v bistvu dosegli to, kar smo nekako hoteli. Tudi sprejet je bil super. Sem ful zadovoljna, no. Tako. Ja. Tudi pomembno je izpostaviti, da mogoče ta album sicer ni konceptualen neposredno, ampak ima pa nekako ta koncept, da začne zelo visoko, morda sva si usojena, potem se zgodijo razne stvari, ki se ti lahko v zvezi in izven nje dogajajo. In konča se pa z komadom Uvodna stran. Se pravi, kljub temu, da je Uvodna stran v bistvu nekak začetek, je pri nas zadnji komad, zato ker je to je v bistvu komad, ki ga je ta plata res rabljen. Je bil tudi napisan zadnji za to plato. In nekako nakazuje, da kljub temu, da je ogromno nekih sreč, ran, stokov, vikov in tako naprej, na koncu ustajamo in gremo naprej in v bistvu... Tudi to je v bistvu za nas neka vodna stran, ne? Tako. Tudi mi smo na nekmo obrnili nov list. Tako da vse, kar prihaja, bojo ti listi naslednji. Zdaj prihajate z Nove Gorice. In zdaj zanima me Nova Gorica ali pa Ljubljana. Razlika. Kako bi vidva rekla, da novogoriška glasbena scena, kakšna je v primerjavi recimo z ljubljansko? Pa ne vem, a ste imeli kakšne... A se vam zdi, da je bilo kaj težje priti na sceno, glede na to, da niste v središču? Nova Gorica v bistvu blazne scene žal nima. Oziroma jo je po bendih, kot so recimo Avtomobili in tako naprej, nekoliko izgubila. To se zdaj sicer malo menja, ker je v bistvu mladih bendov relativno dosti. Problem je, ker se ti bendi nekako zataknejo v srednji šoli, ker jih pač življenje razdeli. Kar je normalno, ogromno bendov, verjamem, da tudi Ljubljana ima to težavo. V Ljubljani je več vsega. Ljubljana je mogoče edino zares mesto v Sloveniji, ne? Nova Gorica je mega vas. In mi potem kot mega vaščani tudi gledamo na glasbo. Jaz osebno vem, da pač, ko sem prišel v Ljubljano, sem takoj začel malo bolj alter stvari raziskovati in mi je nekako dal ta alternativni vidik življenja. Tako da mogoče je to glavna razlika, ampak ja, mimo tega pa we love Nova Gorica. Ja, jaz nisem z Nove Gorice, no. Sem iz Ilirske Bistrice, tako da mogoče nimam ravno celotnega pogleda na to stvar, no. Bi pa rekla, ja, se strinjam, da Ljubljana odpira marsikaj več kot Nova Gorica, no. Zdaj pred vami je koncert v Orto baru, ki bo 5. decembra. Zdaj
zanima me, kaj lahko občinstvo pričakuje na tem koncertu. Bo kaj posebnega, kakšno presenečenje mogoče, ali bo to samo nekakšna predstavitev albuma še v Ljubljani? Prvo ne povem, da bojo z nami Love Charade. En super band, tako da Love Charade pa Love Lorne je ena taka spet podcukrana kombinacija. Tako da ja, meni se bomo super. To bo predstavitev albuma za Ljubljano. Predstavitev smo imeli že na Voščici in je bila to ena super vaja in zdaj probamo ta super vibe prenesti v Ljubljano. V bistvu cel album od začetka do konca in nova skladba, ki izide in mogoče še kakšna nova, odvisno kako se odločimo. V bistvu imamo ogromno novega materiala že zdaj pripravljenega in zdaj ti koncerti so fajn vaja, da vidimo, kako se folk na to odziva, ne? Se pravi, zdaj imajo nek priokus tega, kaj smo in kdo smo, zdaj pa material, ki prihaja, je pa ta testni. Tako da v bistvu obiskovalci bojo, jaz upam, da uživali, hkrati bojo pa tudi neki testni zajčki. Kakšni skriti gosti mogoče? O tem bom pa zaenkrat molčal. V redu. Povejte mi, kako bi opisala dinamiko med člani benda? Kaj mislite, da je tista skrivna sestavina, ki vas drži skupaj? Mislim, jaz bi rekla zabavano, pa neka sproščenost. Se mi zdi, da je to ključ. Vsaj našega benda. Mi smo res prijatelji in se družimo mimo glasbe. Družimo se tudi, se pravi, v momentih, ko ne ustvarjamo. In v bistvu si delimo te neke življenjske zgodbe, žuramo skupaj, pogovarjamo se o vseh teh puncah, o katerih so komadi in vseh situacijah, kam bi komadi lahko šli, in to je pol en velik mim v skupini. Predstavljate si, največ se lahko predstavljate, na koga leti največ for, na avtorja, se pravi na mene. Ampak jaz mislim, da je ključ za uspeh v kateremkoli delu oziroma v katerikoli skupini, če citiram avtorja, ki ga ne bom omenil, dober delavec je srečen delavec. Jaz mislim, ti moraš na prvem mestu biti srečen, da počneš to, kar počneš, dobro se počutiti v skupnosti in ko pride do nekih problemov, takoj direkt rešiti, da se ne zadeva kotali in pač, da ne postane to ogromna snežna krogla. Jaz mislim, da to je ful važno, tako da mi vse konflikte, ki jih imamo, ko jih imamo, če jih imamo, v bistvu jih je ful malo, ampak so več ali manj, ne vem, okoli vizuali, ali pa joj, a res ta solo, ali pa joj, a res ta beat, a res, ali pa a se res to mogo tako odpet, no. In potem se jaz branim in izgubim, nima veze. Tako, no. Jaz mislim, da je pogovor, evo, samo to, zelo standardno, ampak ja, friendship, na prvem mestu friendship in se podpiraš. Nujno se moraš podpirati in imeti zelo rad en drugega. V bistvu si mi zelo lepo napeljal že na naslednje vprašanje, ampak ne bova, sem se zdaj vmes že nekaj drugega spomnil, želel sem vprašati, kaj najrajš počnete skupaj, ne? Ko niste recimo na vajah ali na odru. No, se tudi to lahko odgovorimo, imam pa vmes še eno vprašanje, v bistvu je Neja zate. Kaj pa skrivni recept, da zdržiš s 5 tipi v bendu? V bistvu sploh ne čutim tako veliko testosterona, če sem čist iskrena. Mislim, se znam zelo prilagajati, pa tudi fantje se mi zdi, da imamo eno lepo dinamiko. Tudi jaz se mi zdi, da imam malo te moške energije v sebi, take močne, da pa se znam tudi jaz včasih braniti pa kaj povedati, ampak se mi zdi, da res tako v neki simbiozi smo, ne vem, povej. Eneja je pogosto v moški družbi, tako da to ji ne predstavlja noben problem. Smo vedeli, s kom se obadamo, ko je v bistvu ona prišla v band, tako da ja, to je trda koža, brez te trde kože ne gre. Smo pa zelo spoštljivi, no, glede na to, kaki moški znamo biti včasih. Ja. Ok, hvala. Zdaj, povejte mi, kakšni so pa vaši cilji za prihodnost? Zdaj, a razmišljate mogoče o kakšnem mednarodnem uspehu, o kakšnih večjih projektih, ali želite samo nadaljevati to, kar vas osrečuje na trenutni poti, kjer ste? Par novih songov je v srbščini, zato ker sem jaz v bistvu pol Srb in se tudi v tem jeziku najdem.
Tako da, Prav vidim podobno z Joker Outi. ja, se li govorimo, a je to trend ali pač nek slučaj, a ne, mislim, tako da jaz mislim, da je škoda, da če imaš te gene, da jih ne izkoristiš. Pa tudi komadi načeloma, tako kot se piše, komad se ne napiše zato, da bi bil v nekem jeziku, ampak se pač jezik sam določi, oziroma komad kliče po določenem jeziku. In to je mogoče ena smer. Ne bomo se branili nobenih nastopov v tujini. Naš primarni načrt zdaj je nova skladba Emily, ki izhaja 28.11., se pravi teden pred Ortobarom, in Emily bo v bistvu en tak lep, bomo rekli, uvod v ero, ki bo nastopila po tem albumu, uvodna stran. Se pravi, mi se že pripravljamo na snemanje nove plate, imamo že material zbran, moramo se samo vsesti ga zvaditi, cel proces speljati in se zelo veselimo. Tako da zdaj je v bistvu nov material, updated material, v bistvu še bolj lovelorn, še bolj to, kar smo, še bolj to, kar hočemo biti. Ta album, ta prvi je bil zelo, po eni strani smo lahko ponosni na njega, definitivno, in ne bi naredil nič drugače, tako kot smo naredili. Po drugi strani pa so komadi spisani, se pravi 4 leta nazaj, jaz sem bil star, 16-17 let, sem iz ene otroške perspektive na to gledal, zdaj sem pa pač, nisem zdaj želvak, ampak sem pač, človek se razvija in komadi se tudi tako razvijajo in se tudi bojo razvijali in jaz v bistvu komaj čakam, da ta ena zrelost nastopi, ki je mogoče tukaj malo odsotna. Zdaj, glede na to, da ste bolj svež band, pa tako, predvidevam, da še zmeri pred nastopi so kakšni živčki, malo treme. Pa me zanima, kako se sproščate pred nastopi? Imate kakšne posebne rituale ali pa kakšne navade, zato da to tremo malo odženete? Ena je ful dobro masira. Razen tega, v bistvu smo vsi iz nekih nastopaških svetov. Vsak v skupini je, se pravi, Jure, naš kitarist, ima tudi svoj band Muncet zraven in je prejmel bende in skozi furajo. Potem Maj in Jaka sta tudi nastopala v 100 bendih in imata še zdaj 100 bendov, drugače študirata glasbo, tako da mi je to domače. Miha, klavirturist, isto. Se pravi, pol pred Ortobarom ni nobene treme? Ne, niti, oziroma... Bo še prišla, jaz mislim, da bo še prišla. Najlažje zdaj biti generala, ne? Ampak bomo videli. Jaz mislim, da se vsak na en svoj način sprošča tako. Jaz grem vedno malo predihati in pol pičim. Sam je pa, mislim, živčki so prisotni. Se mi zdi, da ne glede na to, kje si, pa kaj te čaka, se mi zdi, da so vedno ti živčki malo da adrenalin, ne? Jaz bi rekel, če jih ne bi bilo že čuden. Tako. Kaj bi sporočila svojim poslušalcem in tistim, ki vas šele spoznavajo? Zakaj naj pridejo na vaš koncert in zakaj naj poslušajo vašo glasbo? Vabljeni v Ortobar, meri se bomo super, to je v bistvu največ, kar lahko povem. Se pravi, kot sem že rekel, cel naš album, kakšen nov komad ali pa dva in veliko ljubezni v zraku. Tako. Zdaj sicer za na konec imam jaz zmeri pri vseh intervjujih eno vprašanje, ki ga zmeri vprašam. Pa sem doma razmišljal, naj vas vprašam ali ne, ker ste vseeno dosti mladi. Pa glede na to, da si prej rekel, da kako si se razvil v 4 letih, bom vseeno vprašal oba. Se pravi, če bi se lahko vrnil na začetek svoje kariere in bi si dal sam sebi en nasvet, kaj bi to bilo? Moj bi bil, da se ne tukaj tepst po glavi, pa malo bolj samozavestno iti v ene stvari. Ne vem, ceni napake, ker se iz njih lahko samo naučiš in ne obžaluj vsega, kar narediš, ker ne bo na začetku 100%. Ko se človek prvič sede v avto, ga ne zna voziti. Isto je z vsemi drugimi zadevami. Mogoče to. Evo, tak zrel odgovor. Sem se bal, da mi boš o mrežninah vprašal. Ok, hvala. No, zdaj za na konec imamo pa še tista ali vprašanja, ki sem vam že prej omenil. Sta pripravljena? Šut. Pivo ali vino? Pivo. Kava ali čaj? Kava. Knjiga ali film? Knjiga. Knjiga. Poletje ali zima? Poletje. Zima.
Pica ali burger? Pica. Studio ali oder? Oder. Oder. Okay. Jam session ali premišljena vaja? Premišljena vaja. Jam session, premišljenih vaj ni, to je utopija, Ni. kje ste to ne obstaja. Nočno ustvarjanje ali zgodaj zjutraj? Zgodaj zjutraj. Kaj? Kako? V lifeu. Okej. Ni šans. Festival ali intimen koncert? Dejansko intimen koncert. Ja, Ja. pridružujem se. Nova Gorica ali Ljubljana? Ljubljana. Ne, ker mene skozi mene so imeli na nožu, kao ona sanja v Ljubljani, Marko sanja. Jaz sem ful hotel, jaz sem komaj čakal, da ratam študent, ampak bom zdaj iz politično korektnih razlogov rekel Nova Gorica. Siddhartha ali Bigfoot mama? Siddhartha. Joker out ali Murphy? Jokerji. Joker out. Jokerji, ja. A pa Murphy tudi Ja, super, oboji. super. V bistvu, kako so streljala Jokerje. Dej. V redu. Jokerji na ta dan, mogoče jutri Murphy.